Spoštovane učenke in učenci, mentorice in mentori. Že 11. festival Bralnice pod Slamnikom se približuje koncu in z njim seveda tudi ustvarjalni natečaj, ki se je končal 15. maja. Ker se letos žal ne bomo družili v živo v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, smo za vas pripravili kratek video, v katerem bomo razglasili nagrajence in nagrajenke letošnjega natečaja. Kar 151 prispevkov ste nam poslali, to je največ doslej. Izjemno smo veseli takšnega odziva, zahvaljujemo se vam za trud, težko leto je za vami, zato smo še toliko bolj veseli, ker ste z nami delili tudi svoje občutja o tem nenavadnem času. Prejeli smo 68 literarnih del, 70 likovnih del in 13 video prispevkov o najljubših knjigah. Komisija, ki jo sestavlja Tilka Jamnik, promotorka branja, Ivan Mitrevski, ilustrator in Stanka Zanoškar iz knjižnice Domžale, je med vsemi deli izbrala 7 tistih najboljših. Pa poglejmo, kateri so. Javljam se vam iz festivala Bralnice pod Slamnikom. Letos smo organizirali spet natečaj, ki je bil presenetljivo veliko otrok nam poslali svoje dela, kar nas zelo veseli. In med likovnimi deli smo 3 dela nagradili, oziroma malo več del nagradili. Eno nagrado smo se namreč odločili, da bomo dali kar celi skupini. In to gre za, jaz malo štorast, tako res pa dom, več hudega. In nagradili smo osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid, mentorica je Petra Škrjanc, v njihovem razredu pa so pri pouku pa so oblikovali iz gline in so oblikovali tele stričke, like, figure, ki imajo v duhu časa na sebi maske. In mnogi od njih se jezijo, ker morajo nositi maske, mnogi si jih nadenejo napačno. Tako da cel ta spekter naših občutij do mask je tukaj predstavljen in mislim, da se ta razred, peti B razred iz osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid je to opravil fantastično. In upam, da te lepi, krasni glineni kipci krasijo zdaj to prekrasno šolo. In čestitam za prejeto nagrado. V 5. razredu imamo letos očitno največje talente, še ena nagrada iz 5. razreda. Tokrat gre za Blaža Kranjca iz osnovne šole Danila Lokarja iz Ajdovščine. Naš Blaž je ilustriral knjigo, to je knjiga Deček Brin na domačem kolišču, ki jo je napisal Sebastian Pregl. V komisiji, v žiriji menimo, da je sicer Jure Engelsberger super opravil svoje delo, ampak če Sebastianu Preglu kdaj zmanjka ilustratorjev, priporočamo, da kar pokliče Blaža Kranjca iz Ajdovščine in mogoče še njegovo mentorico Natašo Rupnik, tako da čestitamo obema, fantastična ilustracija. Literarni prispevki, njih kakovost nas je presenetila. Vidi se, da mentorji vestno delajo s učenci, ki pišejo. Se pa teme pojavlja naslednje. Seveda, glede na naslov Ni hec, je bila prva tema, na katero se spomnili sodobna pandemija, COVID in potem zaprtjost otrok v domove, družine, v šolo ne smejo, stiske,
kaj jim bo to obdobje prineslo, ali bodo lahko svoje sanje uresničili, želijo si biti s prijatelji, sošolci in tako dalje. Skratka, ta splošna stiska. Drug sklop je tematika odraščanja, ki itak prinaša vrsto problemov in bolečin. Tretja stvar je recimo, kako knjiga, branje lahko pomaga pri odraščanju, soočanju z življenjem. No, potem pa to, kar vedno v razpisu omenimo, posebna tema je slamnik. Prvo literarno nagrado v drugem oziroma drugem triletju je Zarje Bricelj osnovne šole Trzin, to je šestošolka, z naslovom Boleči dotik. Pesem izraža globoko sočutje oziroma vzbuja empatijo. Za 6. razred zelo zrelo in zelo sporočilno besedilo. Druga literarni izdelke Ljudje in knjige, Vanje Pugelj, 7. razred, osnovna šola Obrinži, Kočevje, govori pa o tem, kako jo različne knjige učijo življenja, razumevanja življenja. In to od problemov pa do veselih, svetlejših elementov življenja. Zelo spodbuden spis v tem smislu, kako nas lahko branje odnese daleč od realnosti, v fantazijo, po drugi strani pa nas pomaga razumeti in sprejemati življenje z vsemi problemi. Potem je tretji spis Vsi ti nasmehi razreda Neže Gert, to je pa z osnovne šole Jožeta Hudelesa Jurovski dol, kjer predstavi 24 učencev v razredu in vsakega posebej z njegovimi problemi, prednostmi, pozitivnimi, negativnimi. In en učenec manjka, ker se je pač odločil za zadnji usodni korak. Presenetljivo in hkrati pretresljivo besedilo, izjemno zrelo za učenko v 8. razredu. In tudi opozarjam, mislim, nas odrasle, kako pravzaprav jemljemo otroke kot vedno neko skupino s svetlo prihodnostjo. In res gleda, da vsak otrok nosi svoje probleme, kljub nasmehu na ustnicah. V 3. triadi smo nagradili Naceta Menarta iz 8. C iz osnovne šole Idrija. Mentorica njegova pa je bila Urša Erjavec. Zdi se nam, da ta strip lepo pove zgodbo, bomo rekli, zgodbo odsotnosti, ki je bilo lansko leto. Nobenega lika ne vidite v tem stripu, ker so vsi odsotni in nekje drugje in se pogovarjajo zgolj preko neke okrnjene komunikacije, in to mislimo, da je Nace zelo dobro ujel v tem prelepem stripu. Nace tudi čestitamo. Odločili smo se, da te posebne nagrade na temo Slamnik, ki je naša stalnica, ne podelimo, čeprav je prišlo nekaj luštnih izdelkov. Presenetila nas je namreč Mirjam Krevs iz 6. razreda osnovne šole Črni vrh s povedkami črnovrške planote. In smo torej se odločili za ta košček literarne dediščine oziroma s pogledovanjem z ljudskim izročilom. Prejeli smo letos tudi 13 video prispevkov, kar nas veseli, da je video eden od načinov, s katerimi se mularija mladina izraža, ampak smo se odločili, da nikomur od prispelih del ne podelimo nagrade. Se nam vseeno zdi, da telefoni ostajajo bolj sredstvo neke hitre komunikacije in še niso se otroci naučili jih uporabljati v neke bolj, bom rekel, bolj pripovedne, estetske namene. Tako da zaenkrat ostaja video sekcija letos nenagrajena. Tako, prišli smo do konca.
Še nekaj je treba povedati. V kategoriji srednješolci tudi nismo podelili nagrade, ker je bilo prispevkov premalo. Na tem mestu se vam še enkrat v imenu ekipe celotnega festivala Bralnice pod Slamnikom zahvaljujem za vaš trud, za vse poslane prispevke in vam želim prijetno poletje, krasen oddih in se vidimo prihodnje leto. Adijo!